Prva stvar, na katero vsak v prvi fazi pomisli, je načrtovanje projekta. Vsi vemo, da so gradbinci ali pa ostali obrtniki običajno zelo zasedeni, težko najdejo čas za kakšen konstruktiven pogovor, težko najdejo čas za iskanje konkretnih rešitev in po vsej verjetnosti se zaradi tega lahko zgubijo kakšni podatki, pozabi se kakšna stvar upoštevati in to se lahko mogoče v kasnejši fazi pojavi za problem. Recimo, ne vem, kakšen detajl okrog okna, kakšen detajl pri elektroinštalacijah, glede poda, glede višin, glede recimo, ne vem, vodil za vrata in tako naprej. Medtem ko recimo pri Kubi hiši probamo v projekt pristopiti nekako zelo sistemsko, imamo recimo sezname točk, po katerih se ravnamo, ki nam pomagajo, da že v začetni fazi probamo upoštevati čim več dogovorov, čim več različnih stvari, postavk, zato da je recimo tudi tista informativna ponudba, ki jo v začetku damo, res sestavljena na ključ, da res zajamemo ne samo vse te glavne točke, ampak tudi vse tiste detajle, na katere se običajno ne pomisli. In mogoče je na prvem koraku zato tudi vredno vzeti v razmislek, ko se primerja ponudba za Kubi hišo, ki je izdelana res na polni ključ, v primeru z ponudbo kakšnega gradbinca ali pa obrtnika, ki ima po vsej verjetnosti v štartu nižjo ceno in mogoče je to zato, ker določena dela na tej točki niso upoštevana, čeprav je ustno rečeno, da je upoštevano vse. In na tej točki se pojavi tudi en pomislek, kako v bistvu sploh v primeru, da projekt dela gradbinc, uskladiti vse te podizvajalce. Recimo en projekt izolirane hiške na vrtu ali pa pisarne ali pa garaže ali pa kakorkoli lahko zahteva tudi do 15 podizvajalcev. Izvajalca, ki bo delal okna, izvajalca za vrata, izvajalca za notranje omete, za elektroinštalacije, za zunanje fasade, za krovsko-kleparska dela, ne vem, za vodovod, za keramiko, vse te stvari, za klimo recimo, vse to so stvari, ki jih pač je potrebno med sabo uskladiti in ta stvar lahko po eni strani prvič traja, po drugi strani pa se izredno težko uskladi, sploh v primeru, da dela potekajo na terenu, tako kot recimo res pri gradbincih. Druga stran je recimo Kubi modularna hiša, kjer v bistvu vsa ta dela prevzemamo mi, se pravi, mi smo nosilci projekta in več kot polovico vseh komponent izdelamo sami. Se pravi, mi smo tisti, ki izdelamo konstrukcijo, ki izdelamo finalno notranjo steno, ki izdelamo zunanjo fasado, tudi če je omet, tudi če je recimo prefa pločevina, to vse naredi naša ekipa. Mi smo tisti, ki imamo znotraj ekipe elektroinštalaterja, ki upravlja vsa električna dela in imamo kovinarja, s katerim vsak dan sodelujemo, imamo recimo proizvajalca oken in vrat, ki nam dnevno dobavlja vrata in okna, smo z njim navajeni komunicirati, vemo, kaj od njega pričakovati, vemo, kakšne detajle zahteva, a ne. Potem so recimo dela, kot je električno talno gretje, ki ga tudi znamo recimo sami položiti in še različna ostala dela, ki mogoče na začetku ne predstavljajo kakšnega problema, ampak na koncu tekom projekta pa, če je sistemsko zastavljen, modularna hiša se izdeluje po fazah in vsaka faza se izdela točno na ta prav način, točno primerno zaporedje, vsi materiali so v tem primeru že pri nas na zalogi, tako da v bistvu tudi sam flow poteka projekta zelo lepo tekoče teče. Itak so posebnosti, vedno se lahko kaj zatakne, pa kakšen od dobaviteljev mogoče malo zamudi, ampak ne rabimo pa pričakovati kakšnih večjih zapletov, kot recimo, ne vem, da najdemo izvajalca za elektroinštalacije, s katerim se prvič vidimo, prvič srečamo, recimo v primeru gradbinca pa del na terenu, a ne, in bo mogoče svoje delo opravil neprofesionalno ali pa bo zamujal z deli 2 meseca in zaradi njega mogoče ne moremo noter zaključiti objekta in te stvari recimo lahko na dolgi rok predstavljajo pač tudi določeno bolečino. In predvsem bi rad dal poudarek pri usklajevanju detajlov. Če imamo recimo zbranih, ne vem, 10 podizvajalcev za eno hišo, se hitro lahko ustni dogovori izgubijo, pisni dogovori
so pač nekaj, kar mogoče v teoriji drži, papir prenese vse, v praksi se naredijo stvari lahko tudi malo po svoje in določeni detajli, mogoče, ki jih naredi zidar, niso kompatibilni z elektroinštalaterjem, potem te detajli mogoče niso čisto kompatibilni z malarjem, ki bo pač noter naredil finalno fasado, ali pa so odprtine za okna, za vrata malo prevelike, ali pa malo premajhne, ali pa so narejene po stran. Mogoče je tlak spodaj narejen majčkeno, ne vem, v drugačni višini ali pa z drugačnim padcem, kot je bilo predvideno in običajno vse te posledice na koncu trpi stranka, ker se izkaže, da je dela z objektom več, da se vsi te detajli rešijo, to pa pač po žepu udar ponavadi investitorja.